kar začnemo. Lepo pozdravljeni, gospe in gospodje, deleženci, razpravljalci. Lepo vas pozdravljam na današnjem akademskem forumu. Lahko bi rekla, da je to že postal kar neke vrste prepoznavni znak nove univerze. Gre za srečanja in razprave z zanimivimi sogovorniki. Srečujemo se, rekla bi, mesečno, večkrat mesečno, če je kdaj potrebno, in se pogovarjamo o aktualnih političnih, gospodarskih, pravnih in drugih temah, ki se nanašajo bodisi na notranje razmere v Sloveniji ali pa tudi na zunanje politične razmerja in okolje. Moji sogovorniki danes, mislim, da jih vsi poznate, vendar vseeno bi jih želela predstaviti. Zaslužni profesor dr. Dimitrij Rupel, rektor nove univerze, med drugim pa seveda tudi dolgoletni minister za zunanje zadeve Republike Slovenije. Potem zaslužni profesor dr. Ernest Petrič, trenutno zunanje politični svetovalec v uradu predsednika Republike, sicer pa nekdanji ustavni sodnik in veleposlanik. Izredni profesor dr. Boštjan Udovič, predavatelj, profesor na Fakulteti za družbene vede, in pa dr. Andraž Zidar, moj kolega, diplomat, strokovnjak za mednarodno pravo iz Ministrstva za zunanje zadeve. Tokrat, torej danes, se bomo pogovarjali o vprašanjih povezanih z vladavino prava in Zahodnim Balkanom. Ko smo z mojimi kolegi razpravljali o tem in razmišljali, kako pravzaprav koncipirati razpravo današnjega akademskega foruma, smo ugotovili, da v tej regiji je odprtih kup vprašanj, ki se nanašajo na demokratizacijo, vladavino prava, spoštovanje človekovih pravic, spoštovanje mednarodnopravnih obveznosti v tej regiji. Na eni strani je zaslediti nek kronični problem nespoštovanja že danih zavez, mednarodnopravnih zavez, težnje oziroma trendi vrnitve retorik in praks, ki bi lahko kazale na nevaren trend odmikanja od demokratizacije in spoštovanja vladavine prava v tej regiji. Na drugi strani pa tudi zelo pozitivni primeri, kot so nedavni dogovor glede imena Severne Makedonije, potem dialog Beograd-Priština, ki kljub nekaterim zastojem lahko rečemo, da seveda ima pozitivne učinke, in pa vsi procesi približevanja držav regije Evropski uniji. No, kakorkoli, ugotovili smo, da je teh tem še kar nekaj za obdelati, zato smo se odločili, da bo danes to akademski forum prvi del na to temo, se bomo pa do poletja dobili še parkrat in bomo govorili tudi še o drugih vprašanjih. Tokrat, torej danes, se bomo z mojimi sogovorniki osredotočili na odnose med dvema državama članicama Evropske unije, torej Slovenijo in Hrvaško. Lahko bi rekla, da nobena od teh dveh držav ne sodi nesporno v tisto pravo regijo Zahodnega Balkana, pa vendarle sta obe dve z njo zelo tesno povezani. V končni fazi sta bile obe dve del nekdanje Jugoslavije, ki je sodila v to regijo Zahodnega Balkana. In danes bomo poskušali osvetliti nekatere dvostranske odnose, osvetliti sodelovanje med državama in predvsem se pogovarjati o še odprtih vprašanjih prav z vidika spoštovanja vladavine prava in zavez danih na mednarodnopravnem področju. To pa še ni vse. Ob tej priložnosti bi vam želeli predstaviti tudi najnovejši prevod knjige z področja mednarodnega prava, ki je nastal v okviru zbirke Mednarodno pravo Ministrstva za zunanje zadeve in Fakultete za družbene vede. Na tem mestu se zahvaljujem novi univerzi, ki nam je dala to možnost, da to knjigo lahko predstavimo. Gre za slovenski prevod angleške pravnice, nekdanje predsednice Meddržavnega sodišča v Haagu, torej nesporne avtoritete na področju mednarodnega prava, Rosalind Higgins. Knjiga se imenuje Problemi in proces, mednarodno pravo in kako ga uporabljamo. Danes pa bomo govorili o njej zato,
ker kljub temu, da je ta knjiga nastala že v začetku 90-ih let prejšnjega stoletja, se ukvarja z vsemi aktualnimi mednarodno-pravnimi vprašanji, ki so še kako relevantni v regiji Zahodnega Balkana danes, a ne. Tako da o tem bomo nekaj več spregovorili, tudi s kolegom dr. Zidarjem. No, zdaj pa dovolj z moje strani. Dr. Rupel, najprej bi se obrnila na vas. In sicer kot prvi slovenski zunanji minister ste seveda od blizu spremljali razvoj odnosov s Hrvaško od vsega začetka, torej od osamosvojitve obeh držav in do danes. Zato bi vas prosila za nekako vašo oceno, vaš pogled v perspektivi njihovega razvoja teh odnosov v zadnjih 25 letih, predvsem pa za vaše mnenje, kakšni so ti odnosi danes, tudi v kontekstu promocije in spoštovanja vladavine prava. Tako da izvolite, dr. Rupel, nekaj vaših misli. Ja, hvala lepa, kolegica Petičeva. Balkan je nadvse zapleten geografski, politični, sociološki in kulturni pojem, ki po nekaterih razlagah zajema 12 balkanskih držav, ki bom naštel: Albanijo, Bolgarijo, Bosno in Hercegovino, Črno Goro, Grčijo, Hrvaško, Kosovo, Romunijo, Severno Makedonijo, že uporabljam novo ime, Slovenijo, Srbijo in Turčijo. 7 od teh držav je bilo nekoč vključenih v socialistično Jugoslavijo, 5, Bolgarija, Grčija, Hrvaška, Romunija in Slovenija, jih je članic Evropske unije, 8, Albanija, Bolgarija, Črna Gora, Grčija, Hrvaška, Romunija, Slovenija, Turčija, jih je članic NATO. No, med njimi jih je nekaj, naprimer Slovenci in Hrvati, odklanjajo uvrstitev na Balkan, češ da ima slab sloves in svoj položaj označujejo kot srednjeevropski, tudi ne kot balkanski. To zavračanje balkanske identitete je zanimivo v kontekstu znane Metternichove izjave, da se Balkan začne na Dunajski ulici Renvek. Diplomati Balkan pogosto nadomeščajo z jugovzhodno Evropo. Države, ki pričakujejo vključitev v Evropsko unijo, jih ne bom več našteval, pa označujejo kot države Zahodnega Balkana. Nekoč so se nekatere balkanske države povezovale v zavezništva. Spomnimo se Balkanskega pakta 34 med Grčijo, Jugoslavijo, Romunijo in Grčijo, Jugoslavijo, Romunijo in Grčijo, in Balkanski pakt 53 leta med Grčijo, Jugoslavijo in Turčijo. Prvi pakt je tudi Turčijo vseboval, napisal 2-krat Grčijo. No, pri tem je najbolj kontroverzno zavezništvo, je bilo najbolj kontroverzno zavezništvo med članicama NATO, se pravi Grčijo, Turčijo in komunistično Jugoslavijo. To pa ni dolgo časa trajalo, ker so Sovjeti po Stalinovi smrti Titu oprostili grehe in ga zvabili v neuvrščenost. Predvsem pa so se zaradi Cipra sprli Grki in Turki. Mimogrede, v sociologiji balkanizacija pomeni geopolitično dezintegracijo, kot je bil recimo razkroj Avstrije, Jugoslavije ali pa Sovjetske zveze. Razlika med avstrijskim balkanstvom in jugoslovanskim balkanstvom je razlika med na eni strani Gemütlichkeit und Schlamperei. Upam, da se razume, kaj to pomeni, domačnost in površnost, ki naj bi bili na eni strani značilni za severno sosedo in nekakšno splošno izprijenostjo, ki naj bi bila po drugi strani značilna za jugoslovanski jug. To razlikovanje seveda velja tudi nasploh za razmerje med severnimi in južnimi državami, recimo v Evropi, naprimer med severnoevropskimi in sredozemskimi narodi. Druga velika razlika, ki vpliva na razporejanje balkanskih držav, je verska oziroma cerkvena. Hrvaško-bosanska oziroma hrvaško-srbska meja sta namreč ločnici med katolištvom in pravoslavjem, ki, kot je znano, vsebuje tudi nekatere muslimanske primesi.
da je na tej meji, ki poteka blizu davne meje med Rimom in Bizancem, v jugoslovanski krizi prišlo do trka civilizacij, je znano. To stran teh meja živita dva katoliška naroda, Slovenci in Hrvati. Ta dva katoliška naroda sta imela v zgodovini dve ne najbolj privlačni izbiri, da ostaneta v sklopu katoliškega severozahoda ali se povežeta s pravoslavno-muslimanskim jugovzhodom. Ti dve izbiri sta ju zbliževali od ilirizma do jugoslovanske krize. Povezan s koncem hladne vojne in propadom komunizma je trk civilizacij navsezadnje botroval najnovejšemu sunku balkanizacije, ki je privedla do neodvisnih držav Slovenije in Hrvaške. Vprašanje. Smo si Slovenci in Hrvati podobni ali različni? V času jugoslovanske krize so zahodni politiki in mediji večkrat trdili, da sta Slovenija in Hrvaška siamski dvojčici. Slovenski predstavniki smo to trditev zavračali, češ da sta dvojčici pravzaprav Hrvaška in Srbija in njuno skupno srce bije v Bosni in Hercegovini. No, dejstvo pa je, da sta si Slovenija in Hrvaška podobni po veri, Hrvaška in Srbija pa po jeziku, ki smo ga včasih imenovali srbo-hrvaščina. Medtem ko sta v stari Jugoslaviji še obstajala trojedini srbsko-hrvaško-slovenski narod in apropo slovensko-srbsko-hrvaški jezik, smo si Slovenci priborili jezikovno avtonomijo v socialistični Jugoslaviji, Hrvati pa po njenem koncu. Slovensko-hrvaški odnosi so se začeli v znamenju preračunljivosti. Omenjanje Hrvatov v slovenskih dokumentih, kot sta nekoč zedinjena Slovenija 1848 in Majniška deklaracija 1917, v obeh je veliko govora o slovensko-hrvaškem sodelovanju, je rezultat slovenskega premišljevanja o lastni šibkosti in o tem, da lahko povezani dosežejo boljši rezultat. Slovenci in Hrvati so si bili najbliže v času Avstro-Ogrske oziroma v času njenega propadanja. Tukaj mislim na Jugoslovanski klub, ki je vodil Anton Korošec, njegov podpredsednik pa je bil Matko Laginja. Slovenski in hrvaški dunajski poslanci so namreč predlagali, da se dualistična Avstro-Ogrska preoblikuje v trialistično Avstro-Ogrsko-jugoslovansko državo. Država avstrijskih južnih Slovanov je imela slovenskega predsednika, njena prestolnica pa je bila Zagreb. Sprva je bilo mogoče razumeti, da bo namesto trialistične Avstrije nastala trialistična država Slovencev, Hrvatov in Srbov, SHS. Ko so po vojni razpravljali o združitvi s Srbi in Črnogorci, so si avstrijski Jugoslovani predstavljali enakopravno povezavo slovensko-hrvaškega bloka s srbskim oziroma srbsko-črnogorskim blokom. Slovensko-hrvaški blok, ki se je skliceval na slovensko naravno in hrvatsko državno pravo, naj bi bil enakopraven s srbsko-črnogorskim. To ni bilo mogoče zaradi srbske zmagovitosti. Srbski blok je nastal po zmagi krščanske Evrope nad Otomanskim cesarstvom leta 1877, dokončno pa se je utrdil po svoji zmagi v prvi svetovni vojni, ki je prinesla poraz slovensko-hrvaškega bloka. Država Slovencev, Hrvatov in Srbov s hrvaško prestolnico in slovenskim predsednikom je obstajala od 29. oktobra do 1. decembra 1918. Slovenci in Hrvati so se začeli razhajati v drugi svetovni vojni, ko je nastala neodvisna država Hrvaška, ki so jo nekateri Slovenci hoteli posnemati, vendar so bili neuspešni. V Sloveniji je takrat prevladala sovjetsko usmerjena politika osvobodilne fronte. Srbi pa so se zanašali na svojo vlado v Londonu. Jugoslovanski narodi še nikoli niso bili tako navzkriž. Hrvati so bili povezani z Italijani in Nemci, Srbi z Angleži, Slovenci pa s Sovjetsko zvezo.
Rešitev za Slovenijo, to povem mimogrede vendarle poudarjeno, je takrat v Londonu razumno in seveda naivno v skladu s sporazumom Tito Šubašić predlagal Izidor Cankar, namreč povezavo domobrancev in partizanov. V socialistični Jugoslaviji so imeli Slovenci in Hrvati objektivno enake interese, kar se je pokazalo v sorodnosti hrvaške pomladi in slovenskega liberalizma konec 60-ih let, o čemer bi seveda profesor Petrič vedel mnogo več povedati, kot jaz lahko povem. Po Titovi intervenciji je bilo idile konec. V Jugoslaviji so zavladali ideološki fanatiki, kot je bil na primer Stipe Šuvar. No, mimogrede, Stipe Šuvar je avtor nekega seznama Index Librorum Prohibitorum in tudi filmov in vseh mogočih kulturnih pojavov, med njimi Ninočka z Greto Garbo. Torej, v začetku 70-ih let so Slovenci in Hrvati doživljali podobne politične poraze, leta 1989 pa je, to je najbrž treba povedati, Slovenija Hrvaško prehitela. V času slovenske pomladi so Slovenci prehiteli Hrvate, ki so bili sicer običajno v prednosti. Takrat sta v Ljubljano prišla dva znamenita Hrvata, moja prijatelja Vlado Gotovac in Slavko Goldstein, in predlagala, da se najmanj 20 hrvaških intelektualcev včlani v Slovensko demokratično zvezo. No in zdaj končujem s tem zgodovinskim pregledom in bom nekaj povedal o aktualnih problemih. Kljub razširjeni tezi, da sta Slovenija in Hrvaška dvojčici, je Sloveniji drugače kot Hrvaški uspelo pobegniti pred glavnimi udarci jugoslovanske krize. Hrvaška politika je potem oblikovala diskvalificirajoče stališče, da je bila Slovenija sklenila pakt s Miloševićem. V času krize, predvsem pa po njej, so Hrvati, kadar so mogli, Slovencem delali težave. Od mejnega prehoda pri Dragonji in skupne nuklearne elektrarne Krško do varčevalcev Ljubljanske banke in seveda meje na morju. V času slovenske prednosti je bilo videti, kot da bosta novi državi dobro sodelovali. Voditelji HDZ, Hrvaške demokratične skupnosti, so prihajali na Otočec na prijateljske posvete s SDZ in Demosom. Po oblikovanju Tudžmanove ekipe pa so pogovori potekali seveda med vladama. Nekaj dni pred deklaracijo o neodvisnosti je slovenska vlada odpotovala v Zagreb in prijatelje obvestila o načrtih, datumih in tako naprej. Tudžman je takrat izjavil, da bo Hrvaška sledila Sloveniji. Kot smo videli, ta obljuba ni bila zanesljiva. Hrvaška je čakala na rezultat slovenske osamosvojitve. Ko Sloveniji ne bi bilo uspelo, bi še vedno imeli najvišje funkcije v Jugoslaviji. Predsednika predsedstva Mesića, predsednika vlade Markovića in zunanjega ministra Lončarja. Ob napadu na Slovenijo Hrvaška ni niti mignila s prstom, izhodišče prodora Jugoslavijske ljudske armade pa so bile, kot je znano, vojašnice na Hrvaškem. V prvih pogovorih o državni meji oziroma o meji na morju smo opazili, da Hrvati prilagajajo načela in pravila svojim interesom. Kjer jim je ustrezalo, so odklanjali katastrske meje in se sklicevali na meje v naravi, kot so na primer reke. Ko jim je ustrezalo, so se sklicevali na Jamajško konvencijo, ki mejo na morju postavlja med skrajnima točkama na kopnem. No, Clintonova administracija Billa Clintona, nam je želela pomagati s posrednikom Williamom Perryjem, bivšim obrambnim ministrom Združenih držav Amerike. Ta je razumel, da Slovenija za nemoten izhod na odprto morje potrebuje rešitev, kot se je izrazil, out of the box, torej nekaj nekonvencionalnega. Po obisku pri Tudžmanu pa je obupano ugotovil, da ni nobene možnosti za sporazum. Po Tudžmanovi smrti, to se pravi po letu 1999, je predsednik vlade Drnovšek domneval,
da se bomo lažje dogovorili z novim predsednikom vlade Ivico Račanom. Z naše strani smo za posredovanje prosili Janeza Kocijančiča, s kolegom Davorjem Rudolfom pa se je pogajal Miha Pogačnik. Nastal je sporazum Drnovšek-Račan, ki je, če tako rečem, pretočil mednarodno morje do slovenskega teritorialnega morja po tako imenovanem dimniku. S tem je bil postavljen teritorialni stik slovenskega morja z odprtim morjem, uresničena pa je bila tudi želja Hrvaške, da takrat Slovenija še ni bila članica Evropske unije in NATO. Hrvaška je hotela ohraniti, ali pa ne bi dobila neposreden stik s članico evropskih povezav Italijo. Nazadnje je poleti leta 2001, ko si je Račan premislil, tudi ta rešitev padla v vodo. Arbitražni sporazum Pahor-Kosor iz leta 2009 je bil v primerjavi s sporazumom Drnovšek-Račan iz leta 2001 rezultat, si dovolim reči, slovenske popustljivosti, v marsičem tudi spretnosti hrvaške diplomacije. Najprej s Hrvaško ni bilo mogoče doseči nobenega napredka. Moja hrvaška kolegica, sedanja predsednica Kolinda Grabar-Kitarovićeva, je bila ljubezniva, vendar ni imela oziroma ni sprejela nobene pametne ideje. Zunanjo politiko je vodil Ivo Sanader, ki se je sicer po strankarski liniji ujemal z Janšo, vendar je imel o sebi in o Hrvaški tako visoko mnenje, da ni bil dojemljiv za nobeno rešitev, ki ga ne bi povišala v še mogočnejšo avtoriteto. Tudi v Janševi vladi smo poskušali najti arbitra, ki bi pomagal rešiti zaplete z morsko mejo in mejo ob Dragonji oziroma Piranskem zalivu. Hrvaška je vsiljevala mednarodno sodišče za morsko pravo v Hamburgu, katerega podpredsednik je bil hrvaški pravnik Budislav Vukas, vendar je Slovenija predlog zavrnila zaradi očitnih prednosti za nasprotno stran. Mi smo potem predlagali Court of Conciliation and Arbitration pri Organizaciji za varno sodelovanje v Evropi, ki ga je vodil Robert Badinter. Ta predlog so zavrnili Hrvati. Tako da smo na koncu iz obupa napol pristali, da gremo v arbitražo, če ne drugače, na Haško sodišče pravice. Nekoliko dvoumno se je o tem izrazil sam Janša na blejski tiskovni konferenci s Sanaderjem. Problem se je resnično zaostril po volitvah in v času Pahorjeve vlade. Pahor in zunanji minister Žbogar sta vehementno izjavljala, da bo Slovenija Hrvaški, če ne bo pristala na pravično rešitev mejnega vprašanja, preprečila vstop v Evropsko unijo. Te izjave so Hrvati, poleg njih pa tudi njihovi prijatelji, recimo v Združenih državah Amerike, upravičeno razlagali kot izsiljevanje, ki je v mednarodnih odnosih prepovedano. V času, ko sem bil minister, nikoli nismo grozili z blokado, ampak smo popolnoma upravičeno zahtevali, da Hrvaška pred vstopom v Evropsko unijo popravi pristopne dokumente, ki prejudicirajo potek meje. Mimogrede, na zemljevidih so največkrat risali mejo po sredini Piranskega zaliva. To svojo formulo smo ponovili večkrat in Hrvati seveda niso bili srečni. Pri Pahorju je jez popustil. Ne morem da je govoriti. Ko sem še sedel v njegovem kabinetu leta 2009, nas je nekoč obiskal komisar za širitev Olli Rehn, ki je za arbitra ponudil kar Evropsko unijo. Vprašal sem ga, ali bodo v Bruslju narisali mejo med državama in odgovoril pritrdilen. Rehn je rekel, da, bomo narisali mejo med Slovenijo in Hrvaško. To seveda ni funkcioniralo. Potem, ko so Žbogarja in Pahorja disciplinirali v Washingtonu, je konec leta 2009 sledila Hrvaški prijazna rešitev z arbitražnim sporazumom Pahor-Kosor oziroma z ad hoc arbitražnim sodiščem v Hagu. Slovenija je pristala na hrvaško goljufijo in na evropsko naivnost. V sporazumu, ki ni natančno opredelil meje oziroma stika med slovenskimi in mednarodnimi vodami, piše, da Slovenija podpira hrvaško članstvo v Evropski uniji v zahvalo
pa bo Hrvaška, ko bo že enkrat v Evropski uniji, pristala na rešitev, kot jo bo proizvedlo Haaško sodišče. Kot je znano, je Slovenija naredila več kapitalnih napak z nenatančnim jezikom sporazuma, z bjanko menico Hrvaški in z izbiro slovenskega arbitra. Jernej Sekolec, ki ga je v arbitražo urinil Danilo Türk, je bil glede mednarodnih in mejnih vprašanj tako šlampast in neveden, da se je o njih prostodušno po telefonu, ki so mu Hrvati prisluškovali, posvetoval s Simono Drenik, mlado pravnico v Ministrstvu za zunanje zadeve. Nedovoljeni stik med uradnico in arbitrom so Hrvati, ki že v začetku niso bili pripravljeni na nobeno rešitev, izkoristili za preklic svojega sodelovanja arbitrarnim sodiščem. In zdaj še zadnji stavek. Hrvati vsako poletje privabijo 100 000 slovenskih turistov, ki so neke vrste politični talci. Slovenija bi morala namesto manifestiranja užaljenosti in občasne napadalnosti, kolikor je mogoče diplomatsko spretno, oblikovati novo politiko, ki bi spore postavila v oklepaj in zbrala točke soglasja oziroma skupnih interesov. Hvala. Najlepša hvala, dr. Rupel, za ta na eni strani v začetku zgodovinski oris, ki sega daleč že pred osamosvojitvijo Slovenije in Hrvaške, zelo poučen oris zgodovinskih dogodkov in stičnih točk med dvema državama. In zdaj v tem zaključnem delu vaši pogledi na predvsem odnose definirane ali pa videne na enem konkretnem vprašanju, torej reševanju mejnega vprašanja. Med nami bi rada v tem trenutku pozdravila tudi hrvaškega veleposlanika, se vam zahvaljujemo za udeležbo na tem akademskem forumu in seveda vas potem v nadaljevanju tudi vabimo v razpravo. Akademski forum je mišljen in tudi je namenjen temu, da si izmenjamo morda tudi seveda različna stališča. Vseeno bi rekla, da tudi iz tega prikaza dr. Rupla izhaja, da je to vprašanje, torej mejno vprašanje, vsekakor zaznamovalo v veliki meri odnose med Slovenijo in Hrvaško v zadnjih 25 letih. Vedno znova se to vprašanje pojavlja polemično na obeh straneh, tako strani politike, razgrete debate med strokovnjaki, splošno javnostjo, novinarji in tako dalje, ampak ne glede na vse so odnosi med Slovenijo in Hrvaško vendarle nekaj več kot samo to vprašanje. Dovolila bi si reči, in mislim, da se vsi tukaj strinjamo, da so Slovenija in Hrvaška nedvomno prijateljski državi, da nas povezujejo številna, torej odlično sodelovanje na številnih področjih, od gospodarstva, kulture, turizma, skupna zgodovina, tako na številnih točkah, kot je tudi izhaja iz izvajanj dr. Rupla, seveda prijateljske vezi med ljudmi, dobri medsosedski odnosi in lahko bi seveda še naštevala. Zato bi se v tem trenutku mogoče majčkeno pustila vprašanje reševanja meje ob strani in bi se obrnila k dr. Udoviču, ki proučuje gospodarsko diplomacijo, njeno uspešnost, učinke na gospodarstvo, torej ukvarja se z vprašanjem, kako gospodarski odnosi in gospodarsko sodelovanje vplivajo na politične odnose in tudi seveda obratno. Ali politični odnosi, torej predvsem odprta vprašanja, v tem konkretnem primeru s Hrvaško, teh je kar nekaj, ne samo mejno vprašanje, tudi nasledstvo, problematika Ljubljanske banke, nuklearna elektrarna Krško in tako dalje, kakšen vpliv, če sploh, in kakšen vpliv imajo nazaj na gospodarsko sodelovanje. Za slovensko gospodarstvo je hrvaški trg seveda izjemnega pomena, enako velja tudi obratno. Če samo pogledamo v leto 2017, so slovenski izvozniki daleč največ blaga sicer izvozili v Nemčijo, vendar potem takoj zatem sledita Italija in Hrvaška, tudi primerjalno z Avstrijo, torej seveda so ti odnosi zelo pomembni za slovenske izvoznike in tudi v končni fazi za blaginjo
nas vseh. Tako da, doktor Udovič, lahko nekaj več poveste o tem razmerju med gospodarskim sodelovanjem in odprtimi oziroma drugimi političnimi vprašanji med Slovenijo in Hrvaško. Hvala za besedo. Jaz bom zelo kratek, ampak eno stvar bi pa želel poudariti. Jaz sem se srečal z enim zelo pomembnim slovenskim podjetnikom, tik preden je arbitražno sodišče dalo svojo razsodbo, in glavno sporočilo podjetnika je bilo: samo ne povzročite nam dodatnih problemov. Naredite karkoli želite, postavite mejo kjerkoli želite, samo ne povzročite dodatnih problemov. Ne? To je en možen pogled. To je ta pogled dejansko klasičnega gospodarstva, ki običajno nima glih občutka za politične zadeve. Ne? Vsekakor je to, kar je doktorica Petričeva izpostavila, zelo pomembno. Sodelovanje med Slovenijo in Hrvaško je bogato na gospodarskem področju. Jaz sem danes pogledal podatke, naprimer mi izvozimo 8% celotnega našega izvoza na Hrvaško in 7% v Avstrijo. 20% v Nemčijo, naprimer. Če gremo gledati tuje neposredne investicije, imamo na Hrvaškem mi približno 30% vseh naših tujih neposrednih investicij, kjerkoli po svetu. Skratka, 1/3 vseh naših tujih neposrednih investicij je na Hrvaškem. Kar je malo zaskrbljujoče, ali pa ne, odvisno s katerega vidika pogledate, je ta zaustavitev rasti naših investicij na Hrvaškem. Mi smo leta 2016 imeli približno 1,6 milijarde naših investicij na Hrvaškem, leta 2018 samo 1,8 milijarde. Porast je bil za 12%. Če vzamemo razmerje, kaj se je zgodilo v desetletju 2008-2018, ugotovimo, da smo mi na Hrvaškem povečali naše neposredne investicije za 15%, Hrvaška pri nas za 250. Skratka, ta zgodba se veliko obrača in to, ko imamo mi vsakokrat šok, ko po televiziji vidimo, da hrvaška podjetja kupujejo naša podjetja, v ekonomski logiki ni to nič posebnega. Skratka, to ni neka taka stvar, da bi bilo neka zgodba strašljivosti. Je pa res, da je to verjetno delno malo tu z našega stališča, da smo samo mi investirali vedno na Balkani, nismo želeli balkanskih investicij k nam, neka logika, ki je pač bolj političnega značaja kot česa drugega. Veste, osnovno vprašanje, delno je že profesor Rupel odprl, za gospodarstvo je treba eno zadevo in ta je ključna. In to je tisto, česar po mojem ne mi, ne Hrvati nismo zares, pa bom to tezo elaboriral, doumeli. Eni in drugi, je čisto vseeno kdo, ampak predvsem, vsaj z mojega vidika Hrvati, ne razumejo osnovne zgodbe, da bi morali mi biti naravni zavezniki. V Evropski uniji plavamo dejansko med morskimi psi. Mi lahko želimo biti v Srednji Evropi, ampak mi naravni zavezniki s Poljsko nismo. Nekateri ministri ali pa nekateri predsedniki vlad trdijo, da smo mi isto kot Belgija. Nismo. Naravni zaveznik je vedno tvoje okolje. Naš zaveznik je lahko Avstrija, kot vidite, meja na Karavankah zaveznik ni, je lahko Italija, slišali ste izjave italijanskih politikov, torej ni. Neka logika je bila tudi zaradi neke skupne zgodovine, da bi lahko gradili zavezništvo s Hrvaško. Žal, tega nismo uspeli narediti. Delno po naši krivdi, delno po njihovi krivdi. Ampak, veste, ko sem jaz pred 3 meseci predaval v Zagrebu 40 mladenkam in mladeničem in sem jim dal simulacijo in sem rekel, no zdaj pa vi rešite Piranski zaliv. Sem dobil od 95% vprašanje, zakaj je to pomembno. Kje se bo to poznalo na njihovi blaginji, kje se bo to poznalo na njihovih odnosih s šolci ali s prijatelji, s komarkoli, in kje se bo to poznalo na vladavini prava na Hrvaškem. Kaj je torej tisto, kar žene mlado generacijo? Torej, niso spori, niso zemeljski spori, ampak je ena osnovna zgodba, kjer so mi pa potrdili to tezo, in to je, da oni mislijo, torej govorimo o ljudeh starih 20 do 22 let, da probleme med Slovenijo in Hrvaško ne moremo rešiti, dokler ne bo vzpostavljeno zaupanje. Kje smo se seveda razlomili, je bilo to, da so oni rekli, zaupanja ni, ker Slovenci ste nas izsiljevali 2008-2009, jaz sem pa rekel, zaupanja ni zaradi tega, ker ste Hrvati dejansko 8-krat prelomili besedo, če govorimo o mednarodnih pogodbah. Tu je bil dejansko ta razkorak. In osnovna zgodba je torej to, nam vsem skupaj dejansko manjka zaupanja. In če na političnem podiju ni zaupanja in kakor vidimo, od arbitražne razsodbe skoraj da ni komunikacije med obema državnima vrhoma, to je zaskrbljujoče, vsaj po mojem mnenju, ker tiha diplomacija mora vse skozi potekati, ne glede na to, kar si mislimo, je pa na drugi strani dejansko na gospodarski ravni, tako kot meni gospodarstveniki razlagajo, zaupanje izjemno. Skratka, mi imamo, kot je že profesor Petričeva prej povedala, cel kup področij,
kjer smo odlični partnerji, odlični sosedi, skratka, kjer imamo odlične odnose. In to, kar je profesor Rupel na koncu rekel, čist na koncu, zadnji stavek je po mojem ključen. Iščimo to, kar nas povezuje in na tem skušamo graditi. Dejstvo pač je, mi imamo sodbo, profesor Petrič bo potem verjetno kaj več o tem povedal, mi imamo sodbo o meji, ki je kakršnakoli je, ampak jo imamo. Takšna je, kot je. In iščimo to, kar nas povezuje, ne to, kar nas ločuje. In jaz mislim, da imamo s Hrvaško veliko več tistega, kar nas povezuje. Skupna kultura, torej Slovenci na Hrvaškem, Hrvati pri nas. Čeprav mene občasno moti, jaz moram iskreno priznati, pa naj to ne zveni nacionalistično, da Hrvati usporejajo status naše manjšine na Hrvaškem za njihovo manjšino pri nas. Situacija ni ista. Pri nas situacija avtohtonih manjšin, kot so definirane v naši ustavi, je popolnoma drugačna, kot je definicija manjšin v hrvaški ustavi. Drugače imamo pa odlično sodelovanje, medkulturno, če gledam, jaz prihajam, po domače povedano, iz najbolj sporne točke. Jaz sem rojen ne, ampak živim 1 kilometer od mejnega prehoda Sečovlje. Tako da jaz poznam tisto območje zelo konkretno, tudi Drnico, torej staro Strugo, Dragonjo, novo Strugo, ker sem se kot mulc tam podil in vam povem, tam čez meja edin problem je dejansko turistične kolone v poletju, ki segajo vse do Kopra. Vse ostalo, pa ljudje na terenu sodelujejo med sabo in na tem moramo graditi in to je tisto, kar dejansko nas lahko povezuje, ker namreč, veste, Evropska unija, in to ne razumemo, ne mi ne Hrvati, ne bo ničesar opravila za nas. To, da je Olli Rehn rekel 2009, da bojo oni postavili mejo, jaz mu danes ne verjamem. Ja, mogoče bi v Bruslju v nekem laboratoriju to lahko naredili, ta meja ne bi nikoli zaživela. Zato je pomembno, da se mi zmenimo, mi naredimo, tako da bo prav za vse, predvsem pa dejansko, da iščemo tudi na gospodarskem področju tisto. Mi smo imeli, naprimer, zelo zanimiva zgodba, en raziskovalni projekt Fakultete za družbene vede pa Inštitut za mednarodne odnose v Zagrebu. Odličen projekt, skupno sodelovanje Slovenije in Hrvaške na tretjih trgih. Torej ne na Balkanu, na tretjih trgih, izven Evropske unije, emerging markets, Turčija, Kitajska, kakokoli že Brazilija. In pokazalo se je točno to, da bi lahko bili komplementarni, da bi si lahko pomagali. Ta projekt smo predstavili našim oblastem, pa hrvaškim oblastem, učinka ne pri nas, te pri njih ni nobenega. To so potem te, kako ne rečem, življenjski spleni. Tako da priložnosti je še obilo, ampak vsekakor po mojem mnenju bo treba najprej vzpostaviti ponovno zaupanje in druga zadeva, ki bo pa se treba bolj fokusirati ne na težave, ker jih ni toliko, ampak predvsem na rešitve, ki jih je po mojem veliko več. Hvala lepa. Najlepša hvala. Če mogoče lahko samo dopolnilno, vas izzovem, dr. Udovič, torej, če jaz sem vas prav razumela, pravzaprav na gospodarstvo vpliva zaradi teh nerešenih vprašanj po vašem mnenju ni direktnega vpliva na gospodarsko sodelovanje. Mislim, moje analize kažejo, da ne. Edin vpliv je bil pač neki, bom rekel, to so potem bolj ekscesne zgodbe, poznamo zgodbo Sunčanega Hvara, poznamo kakšne druge podobne zgodbe, ki so bile naprimer 15 let nazaj bolj aktualne, kot so danes. Tako da z tega vidika ni, je pa ta glavni problem nerešenih deviznih porok varčevalcev Ljubljanske banke, ki se vleče ko jara kača, ampak to je predvsem v hrvaških podjetjih, kjer je država še zmeraj izredno močna. Tam, kjer po domače povedano na Hrvaškem deluje trg, kjer deluje popolna tržna logika, tam dejansko problemov ni. Najlepša hvala. Dr. Petrič, pravzaprav kolega Udovič vas je na nek način že izzval in sicer z vprašanjem, kaj se lahko zgodi, torej kaj lahko računamo, da se bo zgodilo z arbitražno razsodbo o meji. Za Slovenijo torej mejno vprašanje ni več odprto vprašanje. Za Slovenijo je arbitražno sodišče mejo določilo, ta meja je jasna, vse, kar je potrebno to razsodbo implementirati. Na drugi strani pa hrvaška politika še vedno sporoča, da to sodbo zavrača in da je potrebno nadaljevati pogovore med obema stranema. Če se navežem na dr. Udoviča, ali vi menite, da Slovenija in Hrvaška sta lahko naravni zaveznici, predvsem enkrat, ko bo to vprašanje dokončno šlo z mize med obema državama? Hvala lepa. Ja, gospa docentka, hvala lepa. Seveda, marsikaj zelo zanimivega in pomembnega je bilo danes že rečenega tu, strani obeh predgovorcev, in marsikaj se da še dodati. Jaz seveda želim vendarle poudariti
prvo, da sem tu seveda striktno v svojem osebnem svojstvu, kar se razume samo po sebi, sicer, ampak vendarle. Drugo, bi se zahvalil Novi univerzi za izvajanje teh akademskih forumov. Mogoče je to na prvi pogled skromna zadeva, ampak je zelo pomembna. Tovrstnih debat, tovrstnih kulturnih, recimo, pogovorov, zanimivih in pomembnih za to državo, je v tej naši prestolnici premalo. Mi se radi prepiramo, govorimo formalno in tako naprej. Veliko časa sem preživel v širnem svetu, pomembnih krajih, kot so Washington, New York, Dunaj in tako naprej. Dolga leta, tam je tovrstnih zadev veliko. In to je neke vrste bogatitev pravzaprav intelektualnega življenja in je to tudi na vsezadnje zelo koristno za državo, za izgrajevanje neke politične kulture, nekega dialoga o pomembnih stvareh. Tako da moram reči, čeprav sem sam tudi profesor na tej šoli, da za to konkretno pobudo, s katero jaz pravzaprav nisem nič imel, se čestitam pravzaprav vodstvu Nove univerze, da se spušča tudi na to območje. Zdaj, rečeno je bilo, gospa docentka, ali Slovenija in Hrvaška lahko sta na nek način, če sem prav razumel, partnerici in tako naprej. Moj odgovor na to je, ne samo, da sta lahko, morala bi biti. Morali bi biti. Če s kom? Mi imamo sklenjene sporazume o strateškem sodelovanju z zanimivimi državami. Turčija je med njimi. Pa ne bom naprej našteval. Naši naravni strateški partnerji so Hrvaška, Češka, Avstrija, Slovaška in tako naprej, ta del sveta. Tu imamo neke skupne interese po naravi stvari. Seveda pogoj za to, da smo lahko pa res partnerji, in to partnerstvo bo še kako pomembno v časih, ki prihajajo. Svet se hitro spreminja. Tako bi rekel, rutinsko se reče, postaje multipolaren. Razmerje moči se spreminja. Veliki izzivi so na obzorju. Mi v Evropi se ukvarjamo sami sabo. Nekateri drugi, veliki, rastejo, molčijo in opazujejo. S temi se bomo soočili na mednarodnih tržiščih, soočili se bomo glede vpliva na svetovna dogajanja, na najbolj pomembne probleme človeštva v bodočnosti in pravzaprav to je treba imeti na nek način pred očmi. Profesor Rupel je veliko govoril o hrvaški in slovenski poti v preteklosti. Jaz bi tu dodal samo en mali, bi rekel, eno fusnoto, ko človek opazuje ta dva naroda in te dve državi, že v Jugoslavijo in že v času Avstro-Ogrske monarhije in še predtem Avstrijskega cesarstva, Hrvaška je bila skozi neka jasna, očitna politična entiteta, kraljevstvo Hrvaško, znotraj krone svetega Štefana, Madžarske. In kot taka je ona šla skozi zgodovino. In kot taka je ona stopila v Jugoslavijo in je bila zato tudi izredno prizadeta s tem, ko pravzaprav se je začelo dogajati, da bi ona v tej Jugoslaviji zgubila, kraljevini Jugoslaviji, to svojo državno entiteto, zato ta boj za Banovino Hrvaško, še več, da bi zgubila pravzaprav tudi svojo narodno identiteto. Zato so potem hrvaške reakcije med drugo svetovno vojno, ne bom šel predaleč v to, in po njej, in v času Jugoslavije in tako naprej. In vse skozi, tudi v tisti spomladi leta 1971, bile drugačne, radikalnejše in tako naprej. In zato je tudi hrvaška pozicija po razpadu bivše države bila v nekaterih pogledih drugačna od slovenske. In tu moram reči, politiki ni vse racionalno. Ni vse racionalno. V politiki, tudi v zunanji, je ogromno čustvenega elementa. Elementa prestiža, časti in podobnih zadev.
In morda smo mi v tistem zgodovinskem obdobju, ko se je nam nasmihala sreča in smo bili v veliko boljšem položaju kot Hrvaška, ki je krvavela v tako imenovani domovinski vojni, mogoče izkazali malo preveč razumevanja za hrvaško občutljivost. Mogoče je bil tisti pravi čas, ko bi morda lahko dosegli kak dogovor. No, to je mimo, tega zdaj več ni. In zdaj smo mi pri tem, da razmišljamo, kako naprej. Preden rečem par teh razmislekov, še tole. Pogajanja, ki smo jih vodili s Hrvaško, vsa tista leta so po mojem mnenju, in to sem večkrat napisal, bila tipična pozicijska pogajanja, ki ponavadi ne rodijo sadu, razen ukolikor ni ena stran tako močna, toliko močnejša, da drugi lahko vsili svojo pozicijo. Mi smo Hrvatom dopovedovali, da je ves Piranski zaliv naš, oni pa da gre meja po sredini, etc., etc. In smo hodili drug za drugim, to je bil pogovor gluhih. Razlika od tega je bil sporazum Drnovšek-Račan, kjer ste takratni, tudi gospod Rupel, Pogačnik in tako naprej, odigrali neko pomembno vlogo v tem smislu, da ste ta pogajanja premaknili od pozicijskih k interesnim pogajanjem. Imamo skupni problem, mejo, najdemo pravzaprav rešitev, ki bo taka, da bo nek dober kompromis v interesu obeh strani. In takrat smo odkrili tisti dimnik, takrat smo odkrili tisti trikotnik v zvezi s hrvaškim interesom. Kazalo je, da bo tisti sporazum igral, da bo uspel. Nazadnje je nažalost padel v Hrvaškem saboru in jaz še danes, in to sem tudi večkrat rekel in napisal, mislim, da smo naredili največjo napako takrat, ne ko smo ta dober sporazum sklenili, ampak ker ga nismo znali prodati. Takrat smo, in tudi naši takratni voditelji, so si želeli priboriti to zaslugo, da so rešili ta zgodovinski problem. Takrat bi bilo dobro, če bi se mi dogovorili, našli nekoga tretjega, ki bi ta vsebino tega sporazuma predlagal kot svoj predlog, kot svojo rešitev, pa bi mogoče šlo to lažje skozi, kajti prej sem omenil, čustveni vidik, občutek zmage, poraza in tako naprej, je v zunanji politiki zelo pomemben. Tam je bil res tudi ta dimnik, točno in zelo zanimivo je povedal profesor Rupel, ki je na nek način pretočil odprto morje, vod Odprtega morja do naših teritorijalnih voda. To je bilo sijajno, to je bilo možno, ampak to je bila, če bi ta sporazum stopil v veljavo, odločitev Hrvaške, ki bi s tem sporazumom sprejela, da se del njenega teritorijalnega morja spremeni v odprto morje, v vodo Odprtega morja. Pred to ključno dilemo je stalo tudi arbitražno sodišče, s to razliko, da je ena stvar, če se neka država odpove v interesu rešitve delu svojega teritorijalnega morja, ali pa če je to določi nekdo tretji, magari arbitražno sodišče. Zato se mi zdi, da se arbitri arbitražnega sodišča, ki so v veliki meri sledili sporazumu Drnovšek-Račan, zato pa niso odločili. Ena stvar je, če se država ničemu reče. Drugo je, če neki državi nekdo nekaj vzame, kar je po naravi stvari, če hočete po geografiji, gre. Zato so tisti sodniki, arbitri, po mojem mnenju, našli dobro rešitev, da so de facto dali temu junction area karakter Odprtega morja, ne pa vzeli ta del hrvaškega teritorijalnega morja Hrvaški, kar bi verjetno bilo izredno boleče. Iskali so neko kompromisno solucijo. Predno rečem to, kaj naprej, ne rečem še tole, da večkrat me kdo vpraša, je ta arbitražna odločitev dobra? Moj odgovor nikoli ni dobra ali slaba. Vedno rečem, z njo se da živeti. Z njo lahko živite obe strani. Je to ta kompromis, ki omogoča, da obe strani živita druga v drugi. Zdaj, problem je, kako pride do uresničitve
tega sporazuma. Ne bom se spuščal v tisto, kar je bilo tu rečeno, okrog formiranja, delovanja in tako naprej te arbitraže. Danes imamo pred seboj to arbitražno odločitev, ki ni idealna, Slovenci ne aplaudiramo, mogoče bi celo več razlogov za to imeli Hrvati, ampak tu je. In je taka, kot sem že rekel, da se zlasti v kontekstu evropske povezanosti, Evropske unije, skupnega članstva v NATO in tako naprej, z njo da živeti. Kako pride do njene uresničitve? Mislim, da je prav, da Slovenija pravzaprav vztraja in to tudi nakazuje in osebno sem prepričan, da bo vztrajala, če treba tudi zelo, zelo dolgo na pravni poti. To sodišče je potem, ko je samo korigiralo svojo sestavo, ki ni bila nič več sporna, ko sta se naš Sekulec in hrvaški ukaz umaknila, nihče ni nič oporekal, to je neodvisno arbitražno sodišče, sprijelo prvo preliminarno odločitev, da tisto, kar se je dogajalo med Sekulicem in gospod Drenikovo, ki je bilo danes omenjeno, da se je to saniralo, da to ni bil tak poseg v odločitev arbitražnega sodišča, ki bi pravzaprav ogrozil sam smisel tega sodišča in njegovo delovanje, ampak je ugotovilo za vso svojo avtoriteto, da lahko deluje naprej. In je prišlo do arbitražne odločitve. Danes jo imamo tu, treba jo je na nek način uresničiti. Slovenija bo tu šla, to želim posebej povedati. Moje mnenje je tako, zato se zavzemam, dosledno, čvrsto, po poti vladavine prava. Tu je odločba sodišča, ki pričakujemo, da se bo uresničila. Pripravljeni smo čakati dolgo. Da gremo po pravni poti, da izhajamo iz rule of law v Evropi, je še kako pomembno tudi za druge. Za nas je pa to solidna in varna pot. Solidna in varna pot. Nič nobenim resnim tveganjem nas ne izpostavlja. Varna je tudi zato, ker če na njej vztrajamo in ne iščemo neke druge poti, pravzaprav ne ogrožamo normalnih odnosov in normalnega življenja med tema dvema sosednjima narodima. Prišel bo čas, ko se bomo lahko in morali začeti pogovarjati o tem, kako to odločbo uresničiti. Tu sem pri drugi točki mojega, če hočete, razumevanja. O vseh vidikih te odločbe, njene uresničitve, smo se pripravljeni pogovarjati. Vsaj jaz to tako vidim. Njene uresničitve, da razumemo, ne abinicijo. Tu je arbitražna odločitev. V sami odločitvi je zapisano, da se stranki lahko o marsičem dogovorita tudi drugače. Pazite, arbitražno sodišče je imelo dosti omejena pooblastila. Arbitražno sodišče ni moglo iti na teren. Arbitražno sodišče ni moglo vprašati voljo ljudi prizadetih na terenu, kam želijo, na katero stran. Vseh teh možnosti ni imelo. Ampak vse to je vključeno v tisto, kar določa že arbitražni sporazum, da se pa stranki, in kar je ponovljeno v arbitražni odločitvi, stranki lahko odločita tudi, dogovorita tudi drugače. Imata to možnost. Prostor za to je tu. Gotovo to ne pomeni, da se vse lahko spremeni v ključnih zadevah, ampak gotovo so tu določeni dogovori možni. Ampak kakorkoli že, nič ne bo narobe, nič ne zaskrbljujoče, če bo potreba še nekaj časa čakati na to, da pravzaprav bo dozorela na obeh straneh in prepričanje, da je v korist obeh strani, v korist tistega, kar je bilo tu rečeno, bodočega, tako naravnega partnerstva med nami in Hrvaško, v interesu tega je, da to arbitražno odločitev uresničimo in se o tem, kako jo bomo uresničili, dogovorili. Začetek pogajanj, znova, to pomeni odprtje znova vseh zapletenih in tako naprej vprašanj, za katerih boljših rešitev ne bo. Lahko pa novi, dodatni, neprijetni, obremenjujoči spori in tako naprej.
Če na tej pravni poti vztrajamo, na nek način se držim trditi, da je to tudi v korist ne samo Slovenije, ampak obeh strani. Obeh strani. Ker nas varajo pred tem, da bi naenkrat začela cela zgodba znova od samega začetka, za vsemi mogočimi radikalnimi vložki raznih političnih dejavnikov na eni in na drugi strani, v času nestabilnega, vedno bolj nestabilnega položaja na Balkanu, etc. etc. Majhna epizoda, davno nekoč. Mislim, da je bilo to leta 1995, še pred Daytonom. Me je enkrat razburjeno gospod Richard Holbrooke pokojni rekel, kaj pa zdaj vi, Hrvati in Slovenci, začenjate nek nov spor, neko novo tveganje na Balkanu, nas boste še s tem obremenili. Odgovoril sem mi isto, kot mi odgovoril danes. 1000 in več let živimo drug ob drugem, nikoli med nami ni tekla kri. Nikoli ni bilo nekih globokih sporov, sovraštva in tako naprej med tema dvema narodoma. To je skoraj da unikat v Evropi. In vsi pogoji so za to, da z nekako racionalnim pristopom, potrpežljivostjo, ni treba, da se dogovorimo danes, vsaka stvar zahteva svoj čas, ampak vendarle, da se zavedamo, da imamo tu neko sodno odločbo na mizi, ki je del, če hočete, pravne ureditve v tem območju, ki je taka, kot sem prej dejal, da se da z njo živeti, in mislim, da je dobro, da skušamo najti pot do tega. Dogovor torej o tem, o izvršitvi te odločbe, prej ali slej bo po mojem mnenju do tega prišlo in zato je vredno, da Slovenija na tej poti vztraja. Jasno, upam, da Slovenija ne bo zaostrevala posameznih vprašanj, morda postavila tudi pogojev in zlasti ne storila nič, in to upam tudi za Hrvaško, kar bi ogrozilo normalno sožitje ljudi na obeh straneh meje. To je moje srčno upanje. Gotovo pa je, da dokler ta stvar ni vendarle rešena, dokler druga stran ne izkaže pripravljenost, da pravzaprav nekaj, kar je po našem mnenju, pa ne samo po našem mnenju, tudi moram reči, večino Evropejcev, s katerimi komuniciram, neka solidna arbitražna odločitev, da toliko časa pa seveda še kako pomembno partnerstvo med nami in Hrvaško ima svoje meje, omejitve. Pred nami so resni vprašanja na Balkanu. Bosna, z dogovarjanji o spremembah meja med Kosovom in Srbijo, nekatera druga vprašanja utegnejo biti zelo zanimiva v bodoče. V skupnem interesu nas in Hrvaške pa je, da je to območje miru, stabilnosti, no vsezadnje prosperitete. Lahko bi marsikaj iskreno, ne samo formalno, kot v kakšnem od potekajočih procesov, ki danes tečejo, ampak dejansko storili marsikaj lahko skupaj. V interesu bodoče evropske perspektive tega dela Evrope. Nerešeno vprašanje arbitraže seveda tako partnerstvo obremenjuje, na nek način onemogoča. Torej, če povzamem, mi bomo šli po pravni poti, čvrsto in bomo čakali. Upam, da ne bomo ničesar zaostrevali, da bodo ljudje lahko živeli normalno na obeh straneh. Želel bi tudi, da bi na slovenski strani bilo več verbalne enotnosti, da gremo po tej poti, kajti narobe je, če morda komu sporočamo, nehote sporočamo recimo v Zagreb, sej Slovenci so neenotni, bojo neenotni in tako naprej, se bojo prej ali slej na nek način pristali na pogajanja. Jaz upam, da tega, in s tem bom končal, da bi mi pristali na pogajanja ab initio od začetka, ne bom dočakal. Srčno pa upam, da bom dočakal pogovor o tem, kako v interesu obeh strani in ljudi na obeh straneh se dogovoriti o pametni uresničitvi arbitražne odločitve, ki ni slaba ne za nas in ne za Hrvaško. Z njo se da živeti. Hvala. Najlepša hvala, dr. Petrič.
pravzaprav ta zadnji poudarek je zelo dobro izhodišče za mojega naslednjega sogovornika. In sicer, kot sem že v začetku omenila, bi danes želeli predstaviti tudi slovenski prevod knjige Rosalind Higgins, Problemi in proces, mednarodno pravo in kako ga uporabljamo. In ravno za to avtorico je značilen zelo pragmatičen pogled na mednarodno pravo. Predvsem v kontekstu nekega razumevanja mednarodnega prava kot procesa, predvsem procesa, kot ga določajo države same. In se mi zdi, da ravno to izhodišče dr. Petriča, torej odločitev imamo arbitražnega sodišča, o uresničitvi pa morata državi seveda najti pot, kako do te uresničitve v naravi in v dobro pravzaprav obeh strani in državljanov na obeh straneh meje tudi priti. Tako da, dr. Zidar, vi se kot strokovnjak za mednarodno pravo na Ministrstvu za zunanje zadeve ukvarjate z številnimi mednarodnopravnimi problemi, vprašanji, tudi v končni fazi z vprašanjem arbitražne razsodbe, z vprašanjem nasledstva, in bi vas tukaj vprašala za vaše mnenje, kako bi Rosalind Higgins, ne moramo jo vprašati, ker danes tu ni prisotna, je še živa, mogoče jo bomo kdaj lahko vprašali, kako ona vidi ta problem uresničitve te arbitražne razsodbe, predvsem pa kako je njena misel, njena mednarodnopravna doktrina vam pomagala pri razumevanju teh odprtih vprašanj med državama. Bi se pa na tem mestu seveda pridružila dr. Petriču in opozorila, da na tem akademskem forumu, in to mislim, da je prvo pravilo tega foruma, da vsi govorimo v lastnem svojstvu, da gre tukaj za razpravo, ki je striktno akademska, in seveda si dovolimo reči tudi kaj preko ali pa izven pristojnosti, ki jih imamo kot sicer delujoči na svojih delovnih mestih. Če si upate. Seveda si, ker živimo v demokratični državi. Tako da, dr. Zidar, izvolite. Dr. Ana Polak Petrič, najlepša hvala. Jaz bom stal, zato ker je moj stol zelo labilen. Tako da jaz upam, da bo vsaj moja predstavitev malo bolj čvrsta in jasna. Najlepša hvala še enkrat za povabilo, hvala Novi univerzi tudi za povabilo in za ta forum. Tudi mislim, da ni nobenega problema glede stališč, ki jih bom predstavil, ker so vendarle že taka, ki sem jih v preteklosti v javnosti že zastopal. Na tem mestu bi se seveda zahvalil tudi članu, ki je v občinstvu, namreč veleposlaniku Bojanu Grobovšku, s katerimi smo mi organizirali skupaj že predstavitev te knjige, ki je bila pa dosti bolj splošna, se pravi, obdelali smo mnogo več področji. Navezal bi se pa na enega vidnega člana vašega društva, to je Društvo za mednarodne odnose, namreč gospoda Mirka Ciglerja, ki je v kolumni v Objektivu Dnevnika zapisal, da je bil na tej predstavitvi, da je bila zelo dobra, ampak da je pa pogrešal to, kako se ta knjiga res lahko uporablja v slovenski mednarodnopravni stroki. Tako da bi jaz malo dopolnil v tem forumu ta praktičen pristop. Mislim, da je prav, da je tudi ta akademski forum nekako nadgradnja tistega, kar je že bilo. Torej, dr. Polak Petričeva je že povedala, da je ta knjiga unikum z tega vidika, ker avtorica Rosalind Higgins predstavi pravo, mednarodno pravo kot proces. To je neka dosti nova teoretična usmeritev za Slovenijo še posebej, ker je predvsem za našo mednarodno pravno stroko bolj znana neka nagnjenost k normativizmu. Ampak tisti, ki smo v praksi, ki se ukvarjamo s prakso, vemo, da čeprav imamo mi lahko neka zelo dobra pravna pravila, je pravzaprav dostikrat nas k želenemu rezultatu pripelje lahko šele kakšna drobna malenkost. Naprimer, diplomatska nota, dokumenti o nekem primeru, ki so se zgodili in tako naprej. In ravno to je tisti pristop, ki ga ubira avtorica, se pravi, ona pravi, pravo ni samo zbir nekih odločitev preteklosti, ki jim pravimo pravila, ampak je zbir nakopičenih raznoraznih dokumentov, faktov in tako naprej, ki so se pač zgodili v nekem stiku med avtoriteto in močjo.
In to je dodana ta vrednost, ki je tudi v Sloveniji ni tako prisotna. V Sloveniji se ne povezuje prava toliko z močjo, če pogledate pa, kaj dejansko pravo pomeni, pa je tudi pravo samo v končni fazi izraz neke moči. Izraz tega, da lahko ti nekaj narediš, se pravi z neko sodno odločbo, nekoga v nekaj prisiliš, da spremeni vedenje. Ampak navezal bi se na nekaj drugega, se pravi, kako je dejansko ta knjiga uporabna za nas, kako je bila uporabna pri teh primerih, ki jih imamo, naprimer, za Republiko Hrvaško. Izhajati je treba vendarle iz koncepta suverenosti. Koncept suverenosti, kot vemo, ga je Jean Bodin opredelil kot nekaj, kar je znotraj države neomejeno, najvišje, navzven je pa neomejeno, se pravi, strani drugih držav. In on je govoril o francoščini impuissance absolue et perpétuelle, se pravi nekaj absolutnega in trajnega. Zdaj vemo, da v današnjem času seveda je suverenost tudi omejena, predvsem takrat, ko država prenese svoje pristojnosti na mednarodne organe, na sodišča in tako naprej, pa vendarle to je tisti, še vedno ostaja nek koncept suverenosti. Avtorica gre naprej od tega koncepta in kar je še posebej značilnost za anglosaški pravni sistem, za anglosaško pravno misel, razdeli oziroma poveže suverenost za jurisdikcijo. Se pravi, ne gre samo za norme, ampak gre za to, kaj dejansko lahko državni organi naredijo s to suverenostjo. Gre za to, da lahko država nekaj predpiše, to je zakonodajna jurisdikcija, gre za to, da sodišča lahko nekaj razsodijo, to je sodna jurisdikcija, in gre za to, da lahko državni organi nekaj izvršijo, in to je izvršilna jurisdikcija. In to je ta dinamičen koncept suverenosti, jurisdikcija, ki ga ona vedno znova uporablja in preko njega prepleta in gnete mnogo katera vprašanja in primere. Zakaj je to tako pomembno? Zato, ker se s tem lahko dejansko v praksi mnogo stvari reši, kar se recimo ne da rešiti samo z nekimi abstraktnimi sklicevanji na pravila, na konvencije, na mednarodno običajno pravo in tako naprej. Tukaj bi se navezal še, omenil bi na kratko tudi koncept funkcionalnosti. Če pogledamo eno zelo pomembno odločbo, in sicer odločbo v primeru Las Palmas otočja, tam je bil edini arbiter Max Huber, švicarski pravnik, on je suverenost opredelil kot funkcionalnost. Se pravi, suverenost je povezana s teritorialnostjo, ozemeljskostjo, kar je osnova, ampak suverenost je namenjena temu, da država na določenem ozemlju izvršuje svoje pristojnosti. Se pravi, pridemo zopet do jurisdikcije. Kako se zdaj to nanaša na dva primera s Hrvaško? Omenil bi primer območja stika, o čemer je govoril že profesor Petrič, in pa tudi primer, se pravi, sodb na Hrvaškem proti Ljubljanski banki in Novi Ljubljanski banki, kar je tudi že bilo omenjeno. V primeru območja stika, če pogledamo, kaj dejansko je naredilo arbitražno razsodišče, vidimo, da je to, se pravi, da je opredelilo območje stika kot geografsko opredeljeno območje, zamejeno, ki predstavlja stik med odprtim morjem in stik med teritorialnim morjem Republike Slovenije. Hkrati je vzpostavilo režim svobodnega morja na tem geografsko določenem področju, ki je seveda svoboda preletov, svoboda plutja, svoboda polaganja kablov in cevovodov in tudi vse s tem povezane svoboščine. Zdaj vidimo, da to zelo dobro resonira, odraža suverenost, ki sem jo omenil na začetku, koncept, se pravi, neka svoboda, neka neomejenost. Še bolj ta karakter, ta značaj izpostavi tudi, poudari tudi to, da je Hrvaška na območju stika izključena od izvrševanja svoje jurisdikcije. Se pravi, izvršne jurisdikcije na tem področju ne sme biti, razen v res izjemnih primerih, ko gre za naravne nesreče ali pa ko gre za okoljske probleme, ko gre za neke katastrofe, takrat je to možno. To pač piše v razsodbi sodišča. Iz tega vidika je režim, ki je vzpostavljen na območju stika, dejansko koncept suverenosti, ki ga lahko opredelimo kot funkcionalno suverenost Republike Slovenije. Območje stika je bilo vzpostavljeno za Republiko Slovenijo, za neomejeno komunikacijo med Republiko Slovenijo in odprtim morjem. Tukaj bi se navezal na to, kar je rekel tudi profesor Petrič, to seveda je neka rešitev, s katero lahko živimo. Nihče v Sloveniji pravzaprav s tem ni najbolj zadovoljen v popolnosti.
ampak je pa hkrati tudi minimum, na katerega Slovenija lahko pristane. Manj od tega je za Slovenijo nesprejemljivo. Drugi primer, na katerega bi se navezal, so sodbe, ki potekajo pred rednimi sodišči na Hrvaškem proti Ljubljanski banki in Novi Ljubljanski banki. Tam govorimo, tukaj se nanaša seveda to vse skupaj na pravosodno suverenost, na sodno jurisdikcijo. Zakaj? Zato, ker so v teh postopkih sodišča, hrvaška sodišča, interpretirala naš ustavni zakon, UZITUL A, tako imenovani. In seveda temeljno pravilo v mednarodnih odnosih, v mednarodnem pravu, zasebnem ali pa javnem, je to, da sodišča neke tuje države ne morejo interpretirati avtoritativno predpisa, najvišjega predpisa neke druge države. Na to se ne more pristati, je nesprejemljivo. Žal so hrvaška sodišča to naredila in seveda Slovenija temu ves čas oporekala in še vedno poreka in bo oporekala, preprosto zato, ker je to nesprejemljivo. V institutu mednarodnega prava obstaja nekaj, čemu se reče mednarodna pravna pomoč. Ko se neko sodišče v tuji državi sooči s tujim pravnim predpisom, zaprosi organe matične države za interpretacijo. To se v tem primeru žal ni zgodilo in interpretacija strani hrvaške sodišče seveda taka, kakršna je. Omenjam pa to predvsem zaradi tega, se pravi, kaj to pomeni za Slovenijo. Z vidika sodne jurisdikcije to pomeni, da te sodbe v Sloveniji nikdar ne morejo biti sprejemljive. In zato obstaja pač nekaj, čemu se reče pač pravni ščit. Se pravi, če bi prišlo do uresničevanja sodb hrvaške sodišče v Sloveniji, je treba te sodbe zavreči z tega razloga. Ravno zato, da se zaščiti pravosodna suverenost Slovenije. Na koncu koncev velja tisto, spet se vrnemo k suverenosti, latinski rek, parim parem non habet jurisdictionem, se pravi, dva suverena ne morata imeti jurisdikcije o isti stvari. In tukaj mislim, da Slovenija mora to zagovarjati še naprej. Do zdaj je zagovarjala. Dejansko je to na državnem odvetništvu, da se vključi kot predstavnik države v takih primerih, če bi do tega prišlo, in tudi vrne oziroma zahteva, da se te sodne odločbe zavržejo. Toliko z moje strani. To sta dva dejansko konkretna primera, kako se lahko doktrino in prakso iz knjige Rosalind Higgins uporablja na primerih z Hrvaško. Upam, da sem tudi gospodu Ciglerju odgovoril na... Dajte, hvala. Najlepša hvala. Uvodoma sem pozabila povedati, da je dr. Zidar odgovorni urednik, glavni urednik te zbirke Mednarodno pravo, ki jo izdajata skupaj Ministrstvo za zunanje zadeve in Fakulteta za družbene vede, tako da še v tem svojstvu vas seveda lepo pozdravljam. Zdaj pa zelo sem vesela, da smo se vsi držali časovnih omejitev in da nam je vseeno ostalo nekaj minut še za razpravo in vprašanja iz publike. Najprej se obračam na razpravljalce, če imate mogoče še kdo od vas kakšno misel, ki bi jo želeli povedati glede drugih. Ja, izvolite, dr. Petrič. Mogoče je zanimivo, da tudi malo relaksiramo zadevo, če povem izkušnjo za gospod Rosalind Higgins v zvezi z hrvaško-slovensko arbitražno zgodbo. Čim na kratko. V določenem trenutku, nekdo je danes to že omenil, gospod Grobovšek je pa prikimaval, v določenem trenutku je začel nek dialog med takratnim predsednikom naše vlade in hrvaške vlade, da bi morda pristali za reševanje tega spora na ICJ, na Mednarodnem sodišču pravice. Ta dialog je res potekal, mislim, da je to profesor Rupel omenil, kar je pomembno. No, ampak takrat smo mi, ko smo o tem razpravljali, to vzeli po eni strani kot, bi rekel, taktično zadevo, kajti ena in druga stran sta bili pod pritiskom in treba je bilo na nek način dati en signal, da smo vendarle pripravljeni se pogovarjati v kontekstu evropskih povezav. Ampak mi smo takrat rekli, morda gremo pred to sodišče, ampak pod enim pogojem. Da bo to sodišče odločalo tudi po načelu pravičnosti. Ex eque et bono. Zanimivo je, da smo potem v arbitražnem sporazumu to načelo sicer v formi equity tudi
uveljavili za določene meje na morju. Hrvaške reakcije so bile na to negativne, kolikor je do teh sondaž takrat prišlo. Ne? No, ampak v tistem času sem jaz kot član International Law Commission na srečanju z gospod Rosalind Higgins, ki je prišla na to komisijo poročati o delu ICJ, kot njegova predsednica, sprožil to vprašanje, najprvo formalno, potem pa, ker sem takrat komisiji predsedoval, še na kosilu, na katero sem jo povabil. In sem rekel, Rosalind, mi se dogovarjamo, da mogoče pridemo na to sodišče, ampak pod pogojem, obe stranki se morata o tem strinjati, ne? Takrat se še nista in tudi kasneje se nista, ampak pogovori so bili v tem, ex eque et bono, po načelu svobodne pravičnosti, torej tudi pravičnosti proti pravu, nasprotju s pravom. Naj dodam, da ta možnost obstoji, ampak v dosedanji zgodovini prejšnjega stalnega mednarodnega sodišča pravice v času Društva narodov in sedanjega ICJ v času OZN nikoli to ni bilo uporabljeno. Prvič bi bilo to uporabljeno, če bi se Slovenija in Hrvaška zgodila. Moram reči, da reakcija gospe Higgins je bila dramatična. Ernest, it's impossible. Kaj pa hočete, se to se ne da, se to je nemogoče. Nikoli ni bilo. Sem rekel, dobro, nikoli ni bilo, vse se enkrat začne, izziv bi bil prekrasen, bi videli, kako bi to. Kako? Vsak sodnik se bo odločil, kot se mu bo zdelo, kajti načelo ex eque et bono pomeni, pozabi na pravo, pozabi na pravičnost znotraj prava. Svoboden si, da odločiš, kot ti misliš, da je prav. Tam je 15 sodnikov, je rekla. Kako se bo Kitajec odločil? Pa Indijec. Kot bo komur pasalo. Mi bomo ustvarjali tak nemogoč precedent, to bo katastrofa. No, to samo toliko povem, da je bila s tem našim primerom seznanjena, reagirala je, kot verjetno tudi jaz na njenem mestu reagiral, moram reči, kot predsednik ICJ, do tega nikoli ni prišlo, je bilo pa zanimivo. Hvala. Najlepša hvala. No, vendarle je potem arbitražno sodišče vendarle odločalo, ne, na podlagi tega načela, ki smo ga uspeli v arbitražnem sporazumu uveljaviti, glede meje na morju. Še dr. Rupel ima en komentar, tudi glede Rosalind Higgins. Ne. Jaz bi rad kolega Zidarja vprašal, kaj pričakuje Slovenija od Evropske unije in ali bi bilo mogoče pričakovati takšno ali drugačno reakcijo se strani Evropskega sodišča v zvezi z mejo na morju, v povezavi s politično težo ali pa s politično priljubljenostjo naše države, z njenim položajem v Evropski uniji. Moje mnenje je, da so države tudi na sodiščih pred tribunali takšne ali drugačne vrste, seveda obravnavane glede na to, kaj v mednarodni skupnosti pomenijo. Slovenija je seveda imela neko tradicijo, bom rekel, popularnosti, priljubljenosti v mednarodni skupnosti. Spomnimo se, kako je bilo z našim mednarodnim priznanjem, ki je potekalo relativno zelo dobro zaradi tega, ker je Slovenija imela dober položaj, ker je bila priljubljena, najboljša učenka v razredu takrat. Ne? Torej, ali prvič, kakšno odločitev pričakujemo od Evropskega sodišča in ali mislimo, da bi ta odločitev ali pa sploh obravnava lahko bila v zvezi odvisna od položaja, kakršnega Slovenija ima. Tudi z njeno dimenzijo. Najlepša hvala. To zadnje je bogokletno vprašanje, ali kako? Izvolite, doktor Zidar. Lahko, ja. Hvala lepa. Torej, jaz mislim, da kot zaprisežen Evropejec, kot sem, vidim tudi, da ima Slovenija zelo dober
da tako rečem, ugled v Evropske unije, vsaj jaz, ko govorim s svojimi kolegi, ne vidim ničesar drugega. Ampak seveda to je z mojega vidika drugačno vprašanje kot to, ali lahko mi uspemo pred Evropskim sodiščem pravice. Ker kot pravnik verjamem v to, da so odločene na sodiščih utemeljena na rezoniranju, se pravi na argumentih, na pravilih in na izpeljevanju, na silogizmu, ne na politiki. Če temu ne bi bilo tako, mislim, da sodišče sam po sebi sploh ne bi mogla preživeti. Ampak bom direktno odgovoril tudi na vaše vprašanje, kaj pričakujem od Evropskega sodišča pravice. Pričakujem seveda, da bo Evropsko sodišče pravice odločilo Sloveniji v prid, ker mislim, da imamo zelo dobre argumente. Nenazadnje gre tudi za to, da je Evropska komisija, njena pravna služba, izdala mnenje, v katerem je zelo lepo izpeljala, zakaj ima Slovenija upravičenje pri svojih zahtevah, zakaj gre v tem primeru za odločanje o evropskem pravu, ne gre več za odločanje o razsodbi. To vprašanje je za nas preseženo. Gre za to, da se tisto, kar je neko arbitražno razsodišče odločilo in je del pravne realnosti, kako to vpliva na izvajanje evropskega prava pri izvajanju okoljskih predpisov, izvajanju predpisov o Schengenu, izvajanju predpisov o ribištvu. In to je tisto, o čemer bo odločilo Evropsko sodišče pravice in kot sem že rekel, mislim, da imamo dobre argumente tudi s pomočjo oziroma tudi, če ocenjujemo na podlagi paralelnega mnenja Evropske komisije, se pravi njene pravne službe in jaz seveda se nadejam zelo dobre odločitve za nas. Odgovor na vaše vprašanje je. Hvala lepa. Zdaj se pa res obračam na publiko. Če je kakšno vprašanje, bomo seveda vam z veseljem odgovorili.